Dober dan, to je NN studio. Pri naskoku nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja na novo pomembno funkcijo visokega odposlanca Evropske unije je prišlo do zastoja. Zakaj in kaj to pomeni za njegovo kandidaturo? Kako gleda na vzpon skrajne desnice po Evropi, kaj so na evropskih volitvah sporočili slovenski volivci? In kaj misli s tem, da je tranzicijska levica v Sloveniji na začetku konca, ki bo kaotičen? Gospod Borut Pahor, to je vaš prvi intervju po daljšem času. Dober dan, dobrodošli na NN. Hvala za vabilo. Jutri bo v Franciji drugi krog parlamentarnih volitev. Po prvem minulo nedeljo je postalo jasno, da se začenja neko novo obdobje. Skrajna desnica je zmagala, pri čemer Francozi še nikoli v svoji zgodovini skrajne desnice niso sami izvolili na oblast. Tokrat pa obstaja celo možnost, da bo nacionalni zbor Marine Le Pen dobil absolutno večino ali pa bo zelo blizu tega. Francija je ena od evropskih trdnjav, velesila, druga največja država v EU, 7. gospodarska sila na svetu, tudi stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Kakšne bodo po vaši oceni posledice odločitve francoskih volivcev, kako jih bo občutila Evropa in kako Slovenija? Francozi so glasovali za spremembe in take spremembe, približno take, lahko tudi pričakujemo. Morda bi veljalo povleči paralelo z Italijo, kjer se je nedolgo nazaj na oblast zavihtela stranka Bratje Italije, predsednice vlade Melonijeve, in pričakovanja, deloma celo strah, povezan z njenim vladnim programom, se je izkazal za prevelikega. Šlo je za spremembe, gre za spremembe, te se v italijanski politiki lahko vidijo, v domači in zunanji politiki, vendar te niso tako izrazite in ostre, kot so se bali najhujši, recimo nasprotniki, recimo desnice ali pa celo skrajne desnice. Mislim, da bo nekaj podobnega tudi v Franciji. Bodo razlike, ne bodo pa tako dramatične, kot se je zdelo, da bi utegnile biti, zlasti glede na dediščino Nacionalne fronte, ko je to fronto vodil še oče Marine Le Pen. Jaz sem oba poznal, njega in njo. Ona je to desnico nekako omehčala, jo naredila veliko bolj sprejemljivo, odrekla se je nekaterim zelo kontroverznim zahtevam, ki bi dejansko lahko pahnile demokratični proces v krizo, pa tudi samo Francijo doma in zunaj. Tako da si lahko obetamo nekaj prelomniških sprememb, recimo na področju ilegalnih migracij ali nekaj podobnega. Mogoče pa vse skupaj ne bo tako dramatično, kot se je zdelo. To je pomembno namreč tudi za samo desnico, ki jo eni imenujejo skrajno desnico. Zato, ker si ne želijo, da bi zaradi preostrih sprememb prišlo do prevelikega razočaranja med volivci in do slabih rezultatov na naslednjih volitvah. Tako da seveda bomo vse zelo pozorno spremljali, gotovo neka skrb je na mestu, mislim pa, da je mogoče strah odveč. Je pa to nek trend, ki je značilen za Zahodno Evropo, sploh za cel zahodni svet. Mislim, da gre za neko krizo konsenzualne politike. Če mi je dovoljeno, bi rad dve besedi rekel o tem, ker se mi zdi dobro in važno pogledati v ozadje tega, kar vidimo na prvi pogled. Gre za krizo konsenzualne politike, ki je oblikovala evropski in tudi zahodni prostor, sploh v političnem smislu, ves čas po drugi svetovni vojni. Šlo je za v bistvu filozofijo, da imamo sicer različne poglede, ampak ti so dovolj sorodni, da lahko iščemo smiselne kompromise. In več desetletij je to uspešno oblikovalo mir, varnost in blaginjo v Zahodni Evropi in celem zahodnem svetu. Potem pa se je tam zlasti v začetku 90-ih let začelo neko obdobje, ki ga jaz imenujem začetek krize konsenzualne politike, ki je preveč stavila na politično korektnost, ki je bila tako neiskrena, da je v bistvu izgubila avtoriteto svobode govora. Ko se je izgubila zaradi politične korektnosti svoboda govora, kot si jo morda večina vendarle želi, da se izrazi, morda tudi malček manj vljudno in olikano,
se je začela na drugi strani bohotiti politična sila, recimo skrajna desnica, tudi deloma skrajna levica, ki je videla ravno v tem, da govori drugače, bolj surovo, manj vljudno, ne, je v bistvu dajala vtis iskrenosti. Medtem ko je konsenzualna politika vtis iskrenosti izgubljala, ga je skrajna desnica ali pa tudi deloma skrajna levica pridobivala. Zdaj smo se znašli v situaciji, ko mora ena liberalna demokracija, recimo neka politična sila, ki bi jaz recimo vrednostno pripadal, mora najti izhod iz situacije, ki jo je sama ustvarila. Vi govorite o desnici, nekateri govorijo o skrajni desnici, ampak dejstvo je, da v Nemčiji, v največji državi Evropske unije, pa je bila radikalno desna AfD. Vemo kontroverze v zvezi z AfD. V zadnjem času so se nekatere še ukrepile, nekatere izjave so, bom rekel, razjezile celo njihovo politično skupino in se je to zgodilo. In oni so bili pa tam drugi, ne, v Nemčiji, AfD. To vas vendarle ne skrbi? Je nekaj razlik med francosko desnico Marine Le Pen in AfD-jem v Nemčiji, zato so se tudi razšla, zato se tudi v Evropskem parlamentu niso uspeli dogovoriti za sodelovanje. Kot liberalni demokrat bi rekel, hvala Bogu, ne. V Nemčiji pa je seveda šokantno, da je desnici, ki res ne skriva želje, da bi bila skrajna, ne, ker v Nemčiji je tukaj to potenco, njihovo željo, da bi izpadli zares drugačni in radikalni, ne, je potrebno opaziti. In kljub temu, da to tako nazorno, slikovito prikazujejo, so uspeli zelo racionalne, zadržane Nemce, ki so bili navajeni pravzaprav živeti od konsenzualne politike, morda najbolj od vseh velikih držav v Zahodni Evropi. Spomnimo se, to je država, ki je imela najdlje časa recimo velike koalicije, ne? Ki so bile pravzaprav zares najbolj čisti izraz konsenzualne politike, ne? Ta je danes plačuje ceno za to, da so se ljudje na nek način nasitili nečesa, za kar so smatrali, kot sem rekel, da ni iskreno, da ni stvarno, da ni smiselno več in da ne proizvaja več rezultatov, ki bi ustrezali njihovim pričakovanjem. In to potem rodi neke take alternative, ki vzbujajo tudi skrb. Kot rečeno, mislim, da je morda strah prevelika beseda, skrb pa zagotovo. In videli bomo, kako bo znala na to odgovoriti liberalna demokracija, ker mi se stalno ukvarjamo s tem in to me ne moti, da se poudarja ta skrb ali strah pred recimo vzponom skrajne desnice ali morda skrajne levice, skrajnih torej sil v političnem prostoru, se pa ne vprašamo, ne? To ima verjetno neke razloge in veliko teh razlogov počiva v nesposobnosti, v predmodernosti političnih sil konsenzualne politike, recimo desne in leve sredine. Kaj bodo storili za to, da bodo rehabilitirale svojo avtoriteto in znova začele pridobivati na zaupanju? Kaj pa bi morali? Kaj bi morala storiti ta liberalna demokracija? Jaz mislim, da mora premisliti na novo svoje poslanstvo. Ti cilji, ne, ki so jih imeli dolga desetletja, recimo zagotavljanje socialne stabilnosti, socialna tržna ekonomija, ne, solidarnost, vse to je treba, mislim, da na novo premisliti in tudi na nek način, na nov, svež način ponuditi javnosti, da bo verjela, da so to prvič torej dosegljivi cilji in drugič, da so to cilji, ki zavarujejo na eni strani seveda solidarnost, na drugi strani pa omogoča tudi dovolj tekmovalnosti, da bodo šle stvari naprej. Kajti zdaj se vse počasi upehano, kako bi rekel, utrujeno odvija in ljudi to začenja motiti. V Sloveniji je na nedavnih evropskih volitvah po številu izvoljenih poslancev opozicija premagala koalicijo. SDS Janeza Janše je prvič v zgodovini prebila 30% in sama dobila kar 4 poslance. Kako te rezultate interpretirate? Se ta evropski trend vzpona skrajne desnice in razlogov zanj preliva tudi k nam? Ali pa gre bolj za sporočilo slovenskega volilnega telesa aktualni koaliciji in vladi Roberta Goloba? No, gledajte, vedno imate neke valove, ko recimo neke politične sile uspevajo bolj, tako na evropski kot na domači ravni in uspevajo manj, tako na domači kot na evropski ravni. Zdaj je pač nek čas povečane skrbi, tudi zaradi zunanjih razlogov, ne. Vedno, ko pride varnost v ospredje, ima nekako, recimo desna sredina, ali pa celo skrajna, če ta desna sredina zna tega nasloviti, pri vprašanju varnosti neko prednost. Ljudje čutijo v njihovih obljubah, v njihovih zagotovilih več, kako bi rekel, verodostojnosti, kot ko gre za zagotovila na drugi strani. Ne vedno in povsod, ampak to je neka paralela, ki se vleče
pri vzponih in padcih recimo desne sredine in vprašanja varnosti. Ko je vprašanje varnosti veliko bolj splošno naslovljeno, ima nek privilegiran položaj zaradi verodostojnosti recimo desnica. Ko recimo imate paralelo za socialno blaginjo in za problemi na tem področju, ima nek bolj privilegiran položaj običajno recimo leva sredina ali levica. To je splošen trend, ki ga zaznavamo ne samo v Zahodni Evropi, ampak v celem zahodnem svetu, tudi vključno z Združenimi državami. Potem pa pride tukaj do razmer, ki so povezane z našo domačo politiko. Morda je bilo tukaj razočaran glede vlade, ki je dobila tako podporo na zadnjih volitvah, morda vendarle preveč, da to ne bi ostalo recimo na nek način neopaženo pri ljudeh in so iskali alternative, ki so na koncu proizvedle te rezultate in verjetno je neko opozorilo to za vladajočo koalicijo, da bo potrebno v zadnjih 2 letih narediti nekaj stvari, ki jih je bila obljubila in ki jih ljudje pričakujejo upravičeno zaradi večine, ki jo ima v parlamentu. Se pravi, deloma je bilo to povezano s trendi v Evropi in v zahodnem svetu, deloma pa je to odraz na situacijo v domači politiki, s katero mnogi ljudje niso tako zadovoljni, kot so pričakovali, da bodo. Razlog je po moje v tem, da se koalicija preveč ukvarjala z stvarmi, ki so bile na nek način revanša na prejšnjo politiko prejšnje vlade. Pri ljudeh do neke mere to vzbuja razumevanje, pri veliki večini pa se jim zdi, da to ni bistveno za njihovo življenje, da to niso bistvene stvari in se nekako potem od tega počasi ohladijo. In vlada mora to razumeti, da so ljudje na nek način razumeli, da je prejšnja vlada Janeza Janše izgubila, da je dobila vlada Roberta Goloba in da je zdaj vlada Roberta Goloba za eno pozitivno politiko dolžna poskrbeti za to, da bomo živeli bolj v miru, bolj v varnosti in z višjo ravnjo blaginje. Menite, da bi bili rezultati podobni, če bi bile to parlamentarne volitve? Do neke mere, ja. Mislim, da zlasti v Sloveniji, ne v vseh državah Evropske unije, ampak Slovenija sodi med tiste države v Evropski uniji, recimo za razliko od skandinavskih držav, ne, ki imajo nekako bolj izrazito kulturo voljenja evropskih poslancev in domačih poslancev. Se njihove preference nekoliko bolj razlikujejo. V Sloveniji so tako rekoč ti rezultati lahko zelo primerljivi. Tako da je mogoče pričakovati, če se nič na strani vladne koalicije ne bo spremenilo pri izpolnitvi nekaterih glavnih pričakovanj, glavnih skrbi in potreb ljudi, da se bo ta trend nadaljeval in da utegne imeti ta vladna koalicija na naslednjih volitvah težave. Časa je še nekaj, ampak nič ne kaže, da bi se tukaj vrnila neka politična strast, ki bi hotela pustiti nek rezultat po 4 letih. To pogrešam kot volilec, kot državljan, da bi imeli vlado, od katere ne pričakujem, da bo delala vse perfektno. Nihče ni perfekten, da bo delala tudi napake, ampak da se bo trudila z neko strastjo, z neko ambicijo doseči neke stvari, ki so pomembne za našo skupnost in za našo prihodnost. Nimam tega občutka, da bi delala tako, kot bi lahko spričal podpore, ki jo ima v parlamentu. Torej, če vlada ne bo obrnila tega trenda, začela delati korenito drugače, če vas prav razumem, napovedujete, da bo na naslednjih volitvah ponovno zmagal Janez Janša? To ni izključeno, to sem povedal že takoj na začetku, ko so vsi tako vehementno trdili, da to ni mogoče. To seveda je mogoče. Mislim, da si tudi ljudje na desni sredini želijo nekaterih sprememb, ampak če bo delo levosredinske koalicije tako pičlo z rezultati, kot je, potem mogoče ta potreba po spremembah niti ne bo tako izrazita, ker se bo zdelo, da pravzaprav s statusom quo ta desna sredina lahko celo zmaga in če opazujete spretno, kako bi rekel, obnašanje glavnih igralcev, vidite nek proces, ki je zelo podoben tistemu v času leta 2003-2004, ko je desna sredina razumela, da so ljudje počasi navajeni vladavine LDS-a, da ne dajejo več, zlasti po odhodu Drnovška z položaja predsednika vlade v glavni vladni stranki leve sredine LDS-u, kako bi rekel, ne dajejo več, vanj ne polagajo več upanj za dobro politiko in v tistem času je SDS
je desna sredina preko Zbora za republiko nekako konsenzualno začela povezovati najprej desno sredino, potem pa na nek način, tudi jaz se spomnim tega časa, pozvala tiste bolj zmerne volivce na levi sredini, da če jo ne že podprejo, zaupajo, da bo naslednja 4 leta delala v korist. Zdaj se mi zdi, da se je začela desna sredina podobno obnašati, da je razumela, da naslednji 2 leti, če se ne bo nič spremenilo, pravzaprav pomeni ta veliko priložnost, da si znova pridobi zaupanje ne kot izraz jeze nad levo koalicijo, ampak kot izraz pričakovanj do nje, da bo naredila nekaj dobro in prav. Imate pa odločno podporo te vlade, premierja Goloba, predsednice Pirc Musar, zunanje ministrice Fajon, da postanete novi posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino. Napovedovalo se je, da boste v tem trenutku tako rekoč že na poti v Bruselj, v novo službo, ampak niste. Vse skupaj se je zamaknilo. Kaj se je zgodilo? Najprej bi se rad zahvalil premierju Golobu, predsednici republike, zunanji ministrici. Pravzaprav se v slovenski politiki redko zgodi, da bi bila taka izrecna podpora tako hitra in tako prepričljiva, kot je bila v tem primeru. Ta moja hvaležnost je zelo iskrena. Zlasti zato, ker vemo, da so med nami tudi različni politični pogledi na nekatere stvari in bi prav lahko vse te glavne politične osebnosti recimo bile zadržane do moje kandidature. Prav zaradi teh razlik, ki so očitne. Pa niso bile in to je neka, se mi zdi, obetavna sprememba, ki jo vsaj jaz, pa ne zaradi sebe, pozdravljam. Tudi tisti, ki so imeli morda kakšen ugovor proti taki moji kandidaturi, ga niso dali javno, kar pomeni, da v tem smislu nekako zorimo, če se nekdo poteguje tudi za naše barve v mednarodni politiki, se ga v osnovi podpre. Zaradi tega ugovor, se upravičujem, ste govorili o ugovoru, da je bil... Ne, pravim, da ni bilo ugovora. Tudi tisti, ki bi ga lahko imeli ali pa jih ne bi nič stalo, če bi rekli, da se ne strinja, so molčali. To se do zdaj ni tako zgodilo in čutim velik privilegij in zaradi tega tudi neko veliko odgovornost. Nenazadnje sem tudi zaradi tega bil zelo zadržan pri vseh javnih izjavah in ravnanjih, ker se mi je zdelo prav, da to respektiram in da to cenim. Zdaj, ne povem, da sem bil jaz tam konec marca povabljen, v začetku marca se mi zdi, ali konec marca povabljen v Bruselj k visokemu, torej k posebnemu odposlancu Evropske unije za Zahodni Balkan, z vprašanjem, ali bi bil sam pripravljen razmisliti, da bi nadaljeval njegovo delo, če bom dobil mandat sveta. Jaz sem se vzel nekaj časa in se odločil, da sem to pripravljen storiti. Zavedal sem se takrat in danes še bolj vseh pasti, ki čakajo nekoga, ki bi prevzel to nalogo, ampak sem se odločil, da to storim. Vedel sem, da ne bo šlo brez podpore glavnih igralcev v slovenski politiki. Ti so mi, kot rečeno, zato sem jih hvaležen, tudi dali podporo. Potem pa je prišlo do neke spremembe. Vseh razlogov, zakaj je do nje prišlo, v Bruslju ne poznam, da ta selekcijski proces ni bil opravljen že v maju, kot je bilo sprva rečeno, ampak je potem junija svet sprejel odločitev, da podaljša za pol leta mandat Lajčaku, tako da ima ta mandat do 31. januarja. Jaz ostajam pripravljen zasesti ta položaj, če bom imenovan. Mi je pa jasno, 32 let politične izkušnje imam za seboj, domače in mednarodne, da vem, da bi bilo po mojem mnenju maja zame v selekcijskem procesu lažje. Namreč po volitvah, evropskih volitvah, ko se formira vodstvo parlamenta, Evropske komisije, sveta, ko postane nekdo nov, visoki predstavnik, je potrebno razdeliti še nekaj pomembnih mest in običajno so ti položaji morda kakšenkrat prav pridejo za to, da se nekako do konca potem razdelijo politične funkcije, kjer reference, recimo dosežki, poznavanje, neka filozofija reševanja nekega problema ne pride tako v ospredje za izbiro, kot pač neka politična razdelitev moči po volitvah. Kar je do neke mere normalno, s tem sem sprijaznen in to, kar jaz zdaj pravim v Bruslju, je tukaj sem s svojimi izkušnjami, dosežki, poznavanjem, z avtoriteto nekoga, ki je sprejet
pri obeh, na Kosovu in v Srbiji, kot pošten posrednik, tudi v Zahodnem Balkanu, nekdo, ki je tukaj rešil problem s Hrvaško po mirni poti, normaliziral odnose z Srbijo, potem ko je Slovenija priznala Kosovo in prišlo do zaostritve, nekdo, ki je vodil proces, ga ustanovil, vodil proces Brdo-Briuni. Mislim, da nekdo s takimi izkušnjami, ki prihaja iz bližine te regije, lahko naredi neko razliko, je nek game changer. Če pa se bodo odločili drugače, da je politik tega kova s temi izkušnjami predsednika vlade in predsednika republike morda preveč ali da ni primeren zaradi tega, ker je politik, in se bodo zanesli nekoga, ki je diplomat, potem bom to razumel in bom spoštoval in bom nadaljeval svojo siceršnje delo. Se boste umaknili potem iz te bitke? Ali ne, jaz bom do konca, ampak bom razumel rezultat, hočem reči. Ne, jaz nisem človek, ki bi se umikal. Dobro. Kandidiram zato, ker mislim, da imam reference, zaradi katerih sem najboljši v tem primeru. Je pa situacija na tistem območju, s katerim bi se ukvarjali, res precej zapletena. Kosovo ne želi vzpostaviti skupnosti srbskih občin na severu Kosova, Beograd ne pristane na nič, kar bi lahko bilo razumljeno kot korak v smeri srbskega priznanja neodvisnosti Kosova. Vsake toliko pa izbruhnejo tudi incidenti. Blizu eskalacije so bile razmere lani na severu Kosova v Banski, ob napadu kosovskih Srbov. Umrl je kosovski policist, ampak sodeč po zaseženem orožju skupini kosovskih Srbov bi se lahko končalo veliko huje. Je bil to po vaši oceni teroristični napad? Jaz sem bil nedolgo zatem gost na eni od tribun konferenc v Črni Gori in tam sem prvič zelo jasno dejal nekaj, kar se mi je zdelo pomembno in se mi zdi še danes. Če in kolikor so uradne oblasti Srbije stale za tem, vedele, podpirale, kakorkoli, do končnega odgovora na to se zdi, nima še nihče. Potem je to skrajno zaskrbljujoče in tudi spreminja moj pogled na to, kako in koliko se da z sedanjimi oblastmi doseči dogovor, ki bi preprečil, ki bi zagarantiral mir, varnost, blaginjo in uredil nekatere odnose. To je bilo skrb vzbujajoče ravnanje. Šlo je za neko dejanje, ki je v bistvu dalo vedeti, da se tudi na področje Zahodnega Balkana lahko vrne prava vojna, ne samo incident. Pa je bil to teroristični napad? Sumi so bili. Sej je šlo za neka ravnanja, ki so recimo zelo spominjala na tiste prve korake ravnanja ruskih vojakov na Krimu. Vendar ne moremo tukaj vleči paralele, ker ne vemo natančno, zakaj in koliko je šlo. Zato se mi zdi, da bi bilo v interesu srbskih oblasti, če so tukaj skrajno transparentne v ravnanju do tistih, ki so bili odgovorni za te incidente, pa do takih ravnanj zaenkrat še ni prišlo. Ampak Milan Radojčič, ki mu pripisujejo, je še vedno na prostosti. Bi ga morala torej Srbija izročiti Kosovo? Tukaj pričakujemo neka ravnanja v skladu z zakoni, tako srbskimi kot mednarodnimi, ki bi ustrezali sankcijam za tako ravnanje, ki ne bi smelo imeti domovinske pravice, ne v Srbiji, ne na Kosovu, ne kjerkoli v mednarodni skupnosti. Dialog med Beogradom in Prištino je medtem praktično na mrtvi točki. Prejšnji teden visoki zunanjepolitični predstavnik, trenutni gospod Lajčak, z trenutnim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Borelom, ni mogel izpeljati niti sestanka s srbskimi in kosovskimi predstavniki, torej se niti pogovarjajo zares trenutno ne. Zakaj mislite, da bi bili lahko vi pri tem bolj uspešni? S čim? Da bi stvari premaknili? Torej, kot rečeno, mislim, da imam do nekaterih drugih kandidatov, ki jih pričakujemo za ta položaj, neke prednosti, ki še ne omogočajo, da bi vam zdaj posredoval vse natančne odgovore, kako, kdaj bomo to vprašanje uredili tako, kot vsi pričakujejo. Vendar pa mi dajo dovolj znanja, izkušenj, da bom znal opaziti okoliščine, ki mi bodo kot posredniku omogočile, da bomo takrat naredili neko spremembo v igri, ki se je zdaj zaustavila, če se razumeva. Se pravi, tukaj ne gre samo za poznavanje dejstev, samo za poznavanje detajlov. Jaz vidim pri mojih kolegih, ki prihajajo od drugje, da morda vedo celo več od mene, samo na koncu ne znajo narediti neke celotne širše slike in jim to na nek način onemogoča, da bi prepoznali neke priložnosti
ki obetajo, da bi se morda kakšna stvar spremenila drugače. Glejte, ne v Srbiji, ne na Kosovu ni interesa, da se na nek način to vprašanje reši. Vsaj ta hip se zdi, da tako v Beogradu kot v Prištini razumejo, da so njihovi nacionalni interesi najbolj zavarovani, če se nič ne zgodi, zlasti ne proti njihovi volji. To je zaskrbljujoče, ker ne pelje nikamor. Kako iz tega začaranega kroga? Ja, najprej najbolj se zdi, da je potrebno spoštovati dogovorjeno v Ohridu. Dogovor o Ohridu ima vse značilnosti obvezujoče mednarodne pogodbe. In obe strani sta dolžni izpolniti principe, načela in dogovore, ki ju zavezujeta. Med njimi tudi Kosovo, da ustanovi skupnost srbskih občin. In seveda tudi Srbijo, da nadaljuje z nekaterimi procesi, za katere se je tam obvezala. Zdi se ta hip, ko pogledate malček širše, da brez tega, da Kosovo ne bi na nek način uveljavilo obljube, ki je stara že 10 let, o ustanovitvi skupnosti srbskih občin, ni mogoče pričakovati, da bi Srbijo kakorkoli prepričali, da naredi kakršenkoli bistven korak pri napredku. Tako da se mi zdi, da tisti, ki bo imenovan na ta položaj, mora predvsem in najprej pogledati, koliko je mogoče pri kosovskih oblasteh doseči neko razumevanje za strateški pomen ustanovitve te skupnosti. Problem, ki ga vidim ne samo pri premierju Kurtiju, ampak pri vladi in celotni politični javnosti Kosova je, da razumejo skupnost srbskih občin kot neko nadaljevanje srbskega sveta, te koncepcije, kot neko paralelo z Republiko Srbsko v Bosni in Hercegovini in da se zaradi tega bojijo, da to pravzaprav daje nek formalni leverage Republiki Srbiji za v bistvu vpletanje, vtikanje v notranje zadeve Kosova. Toda ta obljuba je bila dana, ta obljuba je podpisana, to obljubo so na Kosovu dolžni storiti in jaz mislim, da po nekem procesu je mogoče to tudi doseči. Če bi jaz mislil, da tukaj tega ni mogoče doseči, čeprav mi vsi pravijo, da ta hip ne, potem se za ta položaj ne bi potegal. Mislim, da je pod določenimi pogoji to mogoče doseči, zlasti, če in kolikor se Kosovo dejansko dopove, da bi to tako razbremenilo, namreč ta izpolnitev te zaveze, tako razbremenilo ta zdaj zaprt dialog, da bi pravzaprav na široko odprlo pot Kosovu do mednarodnih institucij. To pa je stvar, ki si oni želijo. Srbi pa, pa vendarle bi razpletanje tega klopčiča vendarle omogočilo, da bi lahko nadaljevala z pogajanji z Evropsko unijo. Glejte, ko jaz zdaj po Evropi govorim z ljudmi, ki jih zanima moja kandidatura, da ne gremo v detajle, z predstavniki vlad in držav, rečem, da se mi zdi, da imam odgovore na veliko vprašanj, ki zadevajo ta dialog. Razen na eno in je naše skupno vprašanje. Kakšen je naš odnos do predsednika Vučića in njegove vlade v Srbiji? Vidimo njega kot problem ali vidimo njega kot pač del tega političnega procesa, ki je legitimen del tega procesa? Tu bi vam uskočil, se upravičujem. Ja, Srbija je že zelo dolgo kandidatka za članstvo v EU, ampak dejstvo je, da predsednik Vučić sedi na več stolih, tudi zato odnos do EU, do Vučića ni ravno enoznačen. Kako ga v bistvu vidite vi in ali boste na tem mestu javno obsodili njegove besede, da smo Slovenci odvratni? Glejte, takih izjav, ki so nedostojne, ne v domači, ne v zunanji politiki, niti ne gre obsojati. To so pravzaprav spodrsljaji, ki pravzaprav naredijo največjo škodo tistemu, ki jih je sam izjavil. Predsednik Vučić je bil izvoljen na volitvah. On predstavlja Republiko Srbijo. Moje mnenje je bilo vedno, tudi kot predsednika vlade in kot predsednika republike, da moramo sodelovati s tistimi, ki so dobili mandat za vodenje njihovih držav. Zlasti, če želimo z njimi normalizirati stike. Seveda, v Srbiji lahko ugotavljamo nek deficit demokracije. Ga moramo ugotoviti. Vendar ali nas tudi na volitvah nedavnih. Ali nas to pripelje do zaključka, da z Vučićem potem, torej s predsednikom Vučićem in Srbijo ne bomo sodelovali? Ne povem to, kar mnoge pri moji kandidaturi moti.
Vztrajam pa, ker se mi zdi, da je to zelo pomembno za cel razplet zahodno-balkanske zgodbe po mirni poti. Namreč, ključno vprašanje perspektive Zahodnega Balkana je perspektiva Srbije. Če bi Srbija, zaradi tega, ker bi jo tudi mi recimo pahnili izven recimo vključevanja v Evropsko unijo, zaradi cele vrste razlogov, ki ste jih vi sami omenili, potem bomo tukaj dobili prostor, v katerem bo imela glavno vlogo Ruska federacija, pa tudi drugi, in bo konstantno ogrožal zaradi Republike Srpske, zaradi severa Kosova, zaradi Črne Gore, konstantno ogrožal mir in varnost na Zahodnem Balkanu. Zato je moje stališče, ki pa se ne deli povsod, ga pa zagovarjam, da je potrebno storiti vse z naše strani, ne glede na to, kaj si mislimo o predsedniku Vučiću in o njegovi vladi, da Srbijo pritegnemo na našo stran. To je strateškega pomena. Kot EU. Kot EU. EU mora, ko se bo zaključil proces širitve na Zahodni Balkan, imeti Srbijo na naši strani. Če bo na ruski strani, kajti do te delitve po vojni v Ukrajini bo prišlo, če bo na drugi strani, bomo tukaj imeli konstantno problem z mirom in varnostjo. Tukaj so seveda med nami neke razlike. Meni prav gotovo ne gre v prid, da jih tudi javno izrekam, zato tudi nekateri menijo, da bi mogoče namesto politika, ki tako, bom rekel, zelo jasno in glasno postavlja nekatere stvari na svoja mesta, da bi mogoče bilo vredneje, pametneje poiskati nekega anonimnejšega diplomata, ki bi z nekim večjim mirom te stvari urejeval. No, na to pa rečem naslednje. Morda se bodo tako odločili, to je njihova stvar in to bom razumel in spoštoval, vendar se mi zdi, da je situacija tako resna, tako kompleksna, da potrebuje nekoga, ki mu prvič obe strani dovolj zaupata, drugič, ki pozna kontekst, ne samo detajle med obema državama in ki je sposoben videti v nekih trenutkih, ki jih zdaj mogoče ni opaziti, neke priložnosti za preboj, ki ga zaenkrat ni. Gospod Pahor, pred 3 leti je izbruhnila afera Non-Paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu in vloga Slovenije pri tem še do danes ni dokončno razjasnjena. Na vrhuncu te afere je hrvaški član predsedstva Bosne in Hercegovine, gospod Komšić, razkril, da ste 5. marca 2021 ob obisku v Sarajevu kot predsednik Slovenije člane predsedstva vprašali, ali je miren razhod v Bosni in Hercegovini možen. Vi ste po tem njegovem razkritju priznali, da ste to vprašali. Ne prvič, vedno. In tudi zdaj. Ja, ker me zanima, kakšno je njihovo stališče do te, po moje, zelo iluzorne in nevarne predpostavke, da je to možno. Da, če dovolite, rekli ste da zato, ker vas je skrbelo, saj v možnost mirnega razhoda ne verjamete. Dobra 3 leta je že od tega, ali lahko danes o vlogi Slovenije v tej aferi poveste kaj več kot takrat? Vztrajate, da za Non-Paper ob obisku Sarajeva niste vedeli? In ali menite, da vam lahko to kakorkoli škodi pri vaši kandidaturi za posebnega odposlanca EU? No, če bi mi škodilo, bi mi bila storjena velika krivica. Kajti za ta Non-Paper nisem vedel. Mislim, da bi šlo za veliko podcenjevanje moje inteligentnosti, da bi za ta Non-Paper vedel, pa šel s takimi vprašanji na odkrit pogovor z vsemi člani predsedstva. Drži? Če bi človek vedel potem takih vprašanj, ki bi bila lahko res zlorabljena, ne bi vprašal. Ne? Jaz sem to vprašanje zastavljal prej in ga tudi danes. Kajti, Čeprav poznate odgovor. Ja, zato, ker me zanima, kako se s časom spreminjajo ti detajli odgovora na to vprašanje. Ne? Jaz sem vedno stal za celovito Bosno in Hercegovino, stojim tudi danes. Na koncu sem bil tisti, ki je predlagal, da dobi status kandidatke. Sprva so bili mnogi proti, kasneje, še konec istega leta, so se navdušili na to idejo in status dobila. In zdaj je začela tudi pogajanja. Vedno sem bil med tistimi, ki so Bosno in Hercegovino razumeli in v nasprotju s tistimi, ki gledajo Bosno samo od zunaj, ne vam povem, da kadarkoli grem v Bosno, pa sem šel pred meseci na Sarajevski poslovni forum, čez slab mesec dobim nagrado v Mostarju za prispevek k razvoju. Se mi zdi, najdem celo vrsto ljudi, ki dobro vedo, zakaj in do česa mi je. In me taka vprašanja ne skrbijo. Če pa kdo hotel verjeti, da sem imel karkoli pri tem, ga ne morem seveda prepričati v drugo, ker hoče verjeti v nekaj, kar ni res. Ampak samo da razjasnimo, gospod Pahor, ne ves čas poudarjate in ste poudarjali takrat in danes, da ne verjamete v možnost mirnega razhoda. Ampak, če pa bi bil možen miren razhod,
Bi ga vi podprli in se zanj zavzeli? Veste kaj, to vprašanje se je zastavilo na tistem zajtrku, na katerem sem bil, ko sta sedela Vučić in Tači v Avstriji. Ko sta se pogovarjali, jaz sem o tem kot neka priča ali kot njun prijatelj, o zamenjavi teritorija, če se spomnite. To je bilo leta 2018 ali nekaj takega. To je bilo avgusta. Jaz sem rekel, všeč mi je, da razmišljata out of the box, ampak ni mi všeč, da v bistvu pristajata na etnični princip, kajti morda bi se v tej zgodbi med Kosovom in Srbijo še morda dalo kontrolirati ta proces, če bi bil zelo spretno voden. Ampak če bi prišlo do uveljavitve, vrnitve etičnega principa na prostor Zahodnega Balkana, bi to pomenilo novo vojno. Tako da to vam v bistvu že vnaprej daje tudi moj odgovor na vprašanje, ki ste ga zastavili. Ne verjamem, da je to prvič potrebno, ker na koncu bomo vsi v Evropski uniji, vsaj tak je načrt, ne? Drugič, ne mislim, da bi bilo izvedljivo, mislim, da bi to prej ali slej pripeljalo, kljub dobri volji, če bi obstajala, do spopadov. In tretjič, mislim, da je to nek predmodern koncept, ki v nekem sodobnem prostoru, zlasti evropskem, nima prihodnosti. Ali boste na koncu res postali posebni odposlanec Evropske unije, odvisno od mnogo faktorjev, denimo, ali boste imeli protikandidate ali ne, to ste že prej nekako nakazovali, ali vas bo nova visoka predstavnica, tudi to ste nakazali, zaenkrat kaže, da bo to estonska premierka, liberalka Kaja Kallas predlagala, podprla, ali vas bo svet potem podprl, ampak če dovolite tu na tej točki, gospod Pahor, eno bolj osebno vprašanje. Kako ta zamik, pa tudi negotovost, ali boste imenovani, vpliva na vas? Ste namreč prvi bivši predsednik, ki se je po izteku mandata znašel v situaciji, ko ne more ne v pokoj, niti ga ne čaka prejšnja služba. Mislim, problem je v tem, in to je tak prijeten problem, ne, ker mi gre zdaj dobro. V zasebnem sektorju sem se nekako znašel, zavod deluje dobro. Tudi nekako se mi zdi, da smo uspeli za njegovo finančno konsolidacijo. Z mojimi dejavnostmi ustvarjam zase in za zavod vse, kar je potrebno za to, da smo glede tega brez skrbi. Hočem reči, da nam gre dobro in ta zamik v kandidaturi je pravzaprav pomenil zlasti probleme za zavod in zame osebno, ker tako donatorji kot moji sodelavci, tako kot moji partnerji, ne, povsod po svetu se sprašujejo, kaj zdaj, ne? Ostajaš, bomo recimo sklenili neke dolgoročnejše sporazume za 2-3 leta o sodelovanju ali kaj takega, ali greš v Bruselj. To je večji problem. Zame osebno, noben. Glejte, jaz nisem želel kandidirati za nobeno mednarodno funkcijo. Rekel sem, če se bo kdaj pojavila priložnost, sem pripravljen kandidirati točno za 2 funkciji, ki sta. In to je visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini, to je zdaj gospod Schmidt, ali torej posebni odposlanec za dialog Priština-Kosovo. Ko me je gospod Lajčak vprašal, ali bil pripravljen premisliti mojo vlogo tukaj, ker meni, da bi to dobro opravil, sem premislil in to sprejel. Če bodo ocenili, da imam dosežke, da imam znanje, da sem dober posrednik, potem bom to rade volje tudi opravil. Če bodo ocenili drugače, se bom v celoti vrnil k svojemu delu in ga seveda z enakim veseljem kot zdaj opravljal. Zdaj pa sem verjetno, seveda moram priznati, ne, v neki situaciji, ko čakam in ko čakajo moji poslovni partnerji in vsi, kaj se bo zgodilo. To ni najbolj prijetno, ampak glejte, če je nekomu do nečesa, se bo potrudil, se bo potrpežljiv, bo vztrajen, potem bodo pa drugi odločili, kaj in kako. Pa vam je bilo kot nekomu, ki je celo življenje v politiki in na plači iz proračuna, težko, ko ste se znašli na trgu in morali preživeti tam? Ne, to je šlo lažje, kot sem mislil. Seveda, ko zapustite politiko, nimate drugih pravzaprav assetov, kot je vaš brand. No in ta je na začetku res zadoščal za to, da smo tako s predavanji kot z drugimi sporazumi, ki smo jih začeli dosegati s poslovnimi partnerji, zlasti v tujini, pa tudi nekaj tega doma, omogočili zavodu uspešno delo. Ne smete pozabiti, samo 3 mesece po ustanovitvi zavoda smo imeli mednarodno konferenco, na kateri je bilo 29 govornikov iz tujine, iz 19 različnih držav. Ne.
to je konferenca, ki se lahko komot kosa z najboljšimi za specializiranimi konferencami za neke regije. In to nam je uspelo vsega nekaj mesecev. In to je zasebni zavod. Ne. Mi ne dobivamo nobenih finančnih sredstev od države. Tako da moram takole reči, jaz sem hvaležen državi, da mi je kot bivšemu predsedniku omogočila to leto tranzicije, da sem se lahko dobro pripravil na ta čas po izteku vseh privilegijev, ki jih ima bivši predsednik republike. Zdaj jih nimam, nič nimam, pa tudi nobene obveznosti do države. Zato sem čisti zasebnik, lahko delam tako, kot mislim, da je prav, in zaenkrat zame osebno in za zavod grejo stvari v redu. Vsi seveda želimo, ki delamo za zavod in vsi po svetu z nami, da bi se to vprašanje moje morebitne kandidature čim prej rešilo. Če bom to delal, potem bom verjetno nekoliko manj bistveno manj, ne bom več direktor, posvečal zavodu, ampak zavod bo živel naprej. Se bom pa toliko bolj posvetil samemu dialogu Beograd-Priština. Če pa ne, pa to, kar delam zdaj, delam rad in ljudje vedo, ko nekaj delam rad, delam dobro in se mi zdi, da res tudi delam dobro. Proti koncu greva spet domov. V začetku leta ste ocenili, da se za oba politična bloka v Sloveniji končuje neko obdobje, da je tranzicijska levica na začetku svojega konca in da bo ta konec bolj kaotičen. Kaj točno ste mislili s tem? Mogoče preveč poante na tej kaotičnosti. Hotel sem samo reči, da konec ni nikoli zelo nadzorovan. Zlasti, če prihaja do njega po tako dolgem obdobju. Ne. To je pač značilno za take procese, na tak način se konča. Tako da predlagam, da se ne ustavljava preveč pri tem, kar ni zelo bistveno, ampak pri tem, da prihaja do zatona. Ne. Mislim, da ta zaton je tukaj, da je to naraven proces. Ko se kakšenkrat kritizira sedanjega predsednika vlade in vlado in koalicijo, se pozablja, da gre pravzaprav za otroka, nekega 30 let trajajočega procesa, otroka, ki je ujet v ta proces in pravzaprav zelo iz njega ne more izskočiti. In da morda pričakujemo preveč, ko mislimo, da lahko zdaj ta vlada naredi čudeže v tem smislu, da zaigra popolnoma drugačno vlogo, kot je namenjena. Ne. No, ampak samo, da končam. Ta proces mislim, da se bliža temu zatonu, da bomo temu priča. Bo pa to imelo potem konsekvence tudi za spremembe na desni sredini. Jaz v tem smislu sem vam vedno rekel, čeprav sem uporabil besedo kaotičnost, sem vedno rekel, da na to gledam z nekim optimizmom, da vidim v tem neko renesanso, ki bo sledila temu zatonu, rojstvu nečesa novega, kar mi vzbuja velika upanja. Jaz glede prihodnosti nimam strahov, celo ne velikih skrbi, če odmislim razmere v mednarodni skupnosti, ki so zares po 75 letih prvič zelo delikatne, in se mi zdi, da Slovenija se lahko zvleče, da ima celo to možnost, in v tem smislu tega zatona ne vidim kot problema, kot rešitev. Ampak rekli ste tudi, da ste bili vi slab predsednik vlade, ker niste bili suvereni, da se to dogaja tudi Robertu Golobu in prej drugim premierjem. To je sestavni del te tranzicijske levice, ki je vzpostavila nek režim, v katerem pravzaprav ljudje, ki so izven sistema, v bistvu imajo več politične moči, kljub temu, da nimajo odgovornosti kot tisti, ki zasedajo politične položaje. A to spet zdaj o stricih iz ozadja govorite? Govorim o tem, da so centri moči, saj govorijo od njih o centrih moči tudi drugi. To je zdaj splošno prepoznan pojav. Sej ne gre za to, da bi bile tukaj teorije zarote. To prav gotovo se je do te mere spridilo, da ljudje preprosto takemu sistemu več ne morejo zaupati. Mislim, da je prišlo do takega rezultata na zadnjih volitvah parlamentarnih zaradi cele vrste okoliščin. Ali je to ponovljivo, dvomim. In videli bomo že v naslednjih letih prve znake nekaterih sprememb, kot rečeno, zame bodo prej vzbujale upanje. Upam pa seveda, kot liberalni, kot socialni demokrat, da bomo priče tudi nekim spremembam na desni sredini, v tem smislu, da se bosta oba bloka pravzaprav vrnila k eni konsenzualni politiki, k politiki dialoga, neizključevanja, brez maščevanja. To je Slovenijo, ne nazadnje, morate vedeti, v 90 letih in kasneje
pravzaprav vzpostavilo kot eno demokratično državo, jo je naredilo za mednarodno prepoznavno državo, je vstopila v Evropsko unijo, je vstopila v NATO in oddaljevanje od tega je seveda mora biti cilj obeh blokov, če sta in koliko sta dva bloka. A ste tukaj govorili morda o Anžetu Logarju? Dejstvo je, da se večkrat posvetuje z vami, tudi vaša najtesnejša sodelavka, ki je z vami zdaj tudi v tem zavodu, Prijatelji Zahodnega Balkana, Alja Brglez je v bistvu ena od soustanoviteljic te njegove platforme sodelovanja. Ste o njem govorili ravnokar? Ne. No, govoril sem o tem, da upam, da bodo tukaj vendarle prišli tudi novi voditelji, ki bodo suvereni voditelji, ampak to bo očitno prišlo v nekem naravnem procesu. Jaz sem tukaj proti temu, da bi vse delali na silo. Glejte, moje zaupanje v ljudi, to se ne sliši zdaj patetično, tudi nisem na volitvah, da bi moral govoriti tako. Zelo verjamem v njihovo intuicijo. Ko bodo ljudje presodili, da je prišel čas za spremembe, naj vas to ne skrbi. Slovenci bodo glasovali za spremembe. Jaz sem bil na koncu razpada partije v njenem Nedarju in sem lahko videl tudi ta kaotičen konec, ki je bil še relativno kontroliran pravzaprav takrat ene modre politike takratnega predsednika stranke Kučana. No, ampak to so bila njegova najboljša leta, pravzaprav ta prehod miren v demokratično družbo. Ja, ampak tu bi vam uskočil, gospod Pahor, ravno nazadnje je prvi predsednik Kučan v enem od podcastov rekel, da ste bili prav vi tisti, ki je to krilatico stric iz ozadja spravil ven v javnost, o tem začel govoriti, nikoli pa niste povedali, seveda, koga ste s tem mislili. Ali ste mislili njega? Je Milan Kučan ta stric, ker zdelo se je vsaj v tistem pogovoru, da močno čuti te vaše besede, Miha, če tako rečem. Kako je možno, da vsi ljudje v Sloveniji vejo, kdo so to, en tak novinar, kot ste vi, pa ne bi vedel? No, pa gledajte, jaz tukaj to vas sprašujem, zato ker je ravno... No, ampak sva že pri koncu, gospod Pahor. Rekli ste tudi, da o vrnitvi v takšno politiko, kot je sedanja, ne razmišljate. V kakšno pa bi se vrnili ali pa to možnost popolnoma izključujete? Torej, nič ne izključujem popolnoma, ampak nimam načrta, da bi se vrnil v politiko. Če bi jih imel, potem bi mogoče kandidiral na zadnjih evropskih volitvah. Ne, takih načrtov. Vas je kdo vabil? Če bi jaz menil, da je potrebno iti, me ni potrebno povabiti, bi šel sam. Ampak tega občutka, te strasti, tega notranjega vrenja, da bi se v to vrnil, nimam. Kot rečeno, sem se zdaj preselil v nek drug sektor, v zasebni sektor, v katerem pravzaprav nikoli nisem bil. V njem sem se celo bolje znašel, kot sem imel na začetku neke pomisleke in skrbi. V redu mi je, ustvarjam, kar je zame najbolj pomembno. Seveda tudi veliko delam, veliko dela, veliko aktivnosti, veliko tudi trdega dela, seveda, veliko je tukaj potovanj in vsega, kar je s tem povezano. Veliko tudi skrbi, nazadnje morate skrbeti za druge ljudi, morate skrbeti za proračun zavoda, za njegove aktivnosti, za verodostojno izpolnjevanje pogodb, ki jih sklepate. Ampak vse to mi daje neko veliko zadovoljstvo. Tako da iz tega vidika nimam kakšne želje, da bi se vrnil v politiko. Respektiram tiste, ki gredo. Mislim, da tisti, ki so najboljši, se veliko odrekajo za to, da kaj dosežejo. Želim pa si kot državljan, da bi znova začutili vsi neko veselje do tega, da se ukvarjamo z političnimi zadevami. Zdaj, ko se mi se bolj ukvarjamo zaradi žalosti, ne pa zaradi veselja. To veselje smo imeli, takrat se mi zdi v 90-ih letih, je bilo veselje, ker smo se lahko ukvarjali kot gospodari svoje usode z političnimi zadevami. Na koncu ne rečem, ker sva na koncu, da se moramo zavedati nečesa. Proti naši volji se lahko zaradi razmer v mednarodni skupnosti marsikaj zgodi, kar nas bi utegnilo ogrožati. Zdaj ne dramatiziram v kontekstu recimo besed predsednice republike ali drugih, ki so nekaj takega rekli v zadnjem času. Ampak moramo biti pripravljeni na to in želim si, da bi Slovenci znova, če bi se to zgodilo, pokazali, da skupaj zmoremo, da se torej vrača vera v dialog in v eden v drugega. Ne negujemo pa zdaj dovolj, se mi zdi, v tem smislu te potrebe. Se mi zdi, da bi moralo biti malček več sodelovanja, kot ga je, in bi bilo vsem boljše. Samo še to, ker so pač to odprla, članarine matični stranki SD ne boste več plačevali, ker vem, da takrat ste nekako nakazali, da bi se
da bi Sem bil spet pripravljen, da bi se vrniti kot aktivirali, član, ja. pa je bilo precej, bom rekel, Ja, je bilo nekaj- burnih odzivov in potem ste se dogovorili za enoletno zamrznitev. Je ta zdaj trajna? Ja, seveda, to bo po mojem kar pri tem ostalo. Mislim, da je za vse najbolje, da se o tem ne prepiramo in ne zgubljamo časa, saj jaz ga ne mislim, pa verjetno tudi kolegi v stranki. Ne. Dobro, gospod Borut Pahor, najlepša hvala za Hvala to, da ste prišli sem in za ta pogovor. Je bilo veselje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse pretekle oddaje NN Studio najdete na naši spletni strani nninfo.si, tudi pri vseh večjih ponudnikih podkastov in tudi na YouTubu. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.